V tem delu vadnice vam bom pokazala osnovna orodja za risanje oblik v programu SketchUp. Ta orodja so osnova vsakega modeliranja, saj nam omogočajo hitro in natančno ustvarjanje osnov, kot so zidovi, plošče, stebri ali detajli na fasadi. Prešli bomo skozi pravokotnike, rotirane pravokotnike, poligone, kroge, loke in pi. Pri vsakem orodju vam bom pokazala njegovo uporabo, posebnosti in situacije, v katerih je najkoristnejše. Pravokotnik oziroma rectangle aktiviramo s klikom na ikono na orodni vrstici. Princip dela je preprost. Kliknemo na začetno točko, premaknemo kazalec miške in ponovno kliknemo, da dokončamo obliko. Pravokotnik se vedno riše glede na ravnino, v kateri se nahajamo, torej glede na rdečo ali zeleno os. Za natančen pravokotnik bomo na tipkovnici vpisali 200 vejico 100 in SketchUp samodejno nariše pravokotnik širine 200 in dolžine 100 cm. To je zelo praktično, ko želimo točne mere. Druga možnost je rotirani pravokotnik, kjer za razliko od običajnega pravokotnika sami določimo kot. Najprej kliknemo za začetno točko, nato določimo prvo stranico pravokotnika in na koncu širino. Tako lahko ustvarjamo oblike, ki niso poravnane z osnovnimi osmi, ampak pod določenim kotom. To orodje je še posebej koristno pri nagnjenih stenah, strehah ali ko delamo objekt pod naklonom. Krog oziroma circle aktiviramo s klikom na ikono. Prvi klik določi središče, z vlečenjem miške pa določimo polmer. Tako kot pri pravokotniku, lahko polmer vnesemo numerično. Na primer, če vnesemo 50. Dobimo krog s polmerom 50 cm. Naslednje orodje je poligon. Princip je podoben kot pri krogu. Prvi klik predstavlja središče. Drugi klik pa določa polmer. Pomembno pri poligonu je, da lahko število stranic spreminjamo. Pred risanjem ali takoj potem, ko smo kliknili, je dovolj, da vpišemo število stranic in pritisnemo Enter. Za risanje lokov SketchUp ponuja tudi več možnosti. Arc, two-point arc in three-point arc. Pri klasičnem loku arc najprej izberemo začetno in končno točko. Nato z miško potegnemo lok navzgor ali navzdol, da definiramo njegovo obliko. Pri loku two-point arc najprej postavimo 2 točki, nato pa med njima potegnemo lok. Pri loku three-point arc izberemo 3 točke. Začetno, končno in tretjo točko, s katero definiramo višino ali ukrivljenost loka. Loki so zelo koristni za risanje odprtin, oken, vrat ali kakršnihkoli ukrivljenih elementov v prostoru. Zadnje orodje v tem delu je pi oziroma pita. Ona se obnaša podobno kot krog, vendar namesto da dobimo celoten krog, dobimo samo njegov izsek. Prvi klik določi središče, drugi polmer, a tretji določi kot, ki ga želimo. Pi je praktičen, kadar želimo prikazati segment kroga, dele mehanizma ali preprosto obliko, ki se odpira pod določenim kotom. To so osnovna orodja za risanje oblik v programu SketchUp. Ko ste videli, je njihova uporaba preprosta, vendar izjemno močna, ko jih kombiniramo z drugimi orodji za modeliranje. V naslednjem koraku bomo prešli na orodja za izvlačenje objektov in delov v tretji dimenziji.